Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage oziroma Radio SI Main Stage. Harp je lepo pozdravljeni. Pozdrav, že. V njegovem imenu sta tukaj Matija. Pa Nik. Matija in Nik. 2 od 4. 4 je nekako takšna basic varianta za kak rockerski sestav. Se je kdaj pojavila potreba po kakšnem gostujočem glasbeniku še? Mogoče po številki 5? Mislim, definitivno je, da smo v tej zelo klasični Real Madrid zasedbi za rock. Potrebe se pojavljajo, ne? Ampak zaenkrat smo samo 4 mušketerji in igramo brez matric dalje, tako da bomo videli, kaj pa prihodnost prinese. Glavno, da ste samozadosten mehanizem, to je pomembno. Prišli ste, ker ste bili eni izmed zmagovalcev razpisa Standards 2025. Razpisi so lahko izziv, lahko so obveza, kako ste ga vi razumeli? Ja, mislim, zelo nam je pri srcu sploh Radio SI že odprej in to je definitivno en izmed večjih, če ne celo največji razpis, kar jih je trenutno za take bende, kot smo mi. In ja, smo probali že lani prvič, v drugo je šlo pa rado. Sicer smo se kar malo kobacali, kjer komad izbrati, ampak na koncu mislim, da smo zbrali pravega. Torej ste jih imeli enih par že naštudiranih in potem je bilo potreba premisliti, recimo, kaj je bil tisti odločilni faktor? Dinamika, besedilo, vokal, kaj je bilo tisto, da ste rekli, ok, 2000 let, pošljemo? Verjetno, da radijska prijaznost tudi čisto namensko, kje bo komad pristal. Med tremi smo se odločali in v bistvu ta 2000 let je bil sam verjetno najbolj primeren za nek tak razpis. Glasbena radijska primernost, ne večkrat se glasbene zasedbe lotevajo, ne vem, single ali 2 na albumu, bolj radio friendly, ne? Ostali bolj, ne vem, z dušo povezani oziroma s pravim izrazom. Zdaj, nekako je potrebno priti v ospredje, ne? Radio je za vas, rekli ste, da poslušate Radio SI, še zmeraj eden izmed tistih kanalov, ki bi naj ljudem serviral novo muziko, ali so recimo tudi za vas osebno pretočne vsebine tiste, kjer najdete novo muziko, recimo? Mislim, definitivno je pomembnost radia, še posebej v slovenskem prostoru, mislim, da zelo visoka, še posebej to, kar delate radi, kot je Radio SI, Val 202, tudi to nam veliko pomeni, da se novo slovensko muziko promovira na tak način, kot se jo. Tako da mislim, da je v letu 2025 to še zmeri zelo pomembno. Je pa res, da se je slovenska glasba v zadnjih 15 letih na novo zagnala, če temu rečemo, ne? Val mlajših novih bendov je tudi mimo kvot, ki so bile takrat potrebne, nekako zagnal. Ljudje so željni, lačni, tudi na koncertih se tole vidi. Je to tista motivacija, ki jo potem imate, ko ste na placu za vaje in rečete, ok, delali bomo muziko, ker ima smisel? Po mojem, da je tukaj oboje, ne. Na prvo mesto je sigurno to, da pač radi počnemo, kar počnemo. Vsak človek ima nek svoj outlet oziroma neki, ki svojo kreativnost vanda in za nas je to očitno glasba, ne. Tako da sigurno je to na prvem mestu, po drugi strani je pa tudi zelo dober občutek. Recimo, zdaj smo imeli v Zorici koncert prejšnji teden in velik del obiskovalcev recimo že pel naše komade in to je tako res super feeling, no. Kakšen je potem feedback oziroma komunikacija s poslušalci, ki glasbo zaznajo, ne? Vam povedo, da so slišali na radiju, da so kje zloadali, da jim je kdo drug povedal, kako poteka ta community sharing, recimo, kako ljudje pridemo do glasbe, ali pa vse vajena generacija, recimo? Pa mislim, da je malo mešano, no. Dobesedno od radija do socialnih omrežij ali pa veliko pripomore tudi, če kakšen večji festival igraš, te umestijo na kakšno tako imenovano playlisto ali pa kje. To je en izmed primerov, zdaj, ki se spomnim. Tako da ja, no, mislim, predvsem v tej dobi je veliko enih medijev, ki ti lahko dajo novo glasbo. Zdaj pa od samega posameznika odvisen, koliko je do teh medijev odprt oziroma koliko je odprt do raziskovanja nove glasbe. Dobro. Jaz bi tukaj še mogoče, da recimo v teh časih, torej streaming servisi oziroma pretočni kanali so res
zelo dostopni, zelo malo denarja na mesec, recimo tukaj v glavnem o Spotifyju govorim. Bi pa rekel, recimo osebno, po nekem času, ko sem uporabljal to, mi je šlo že malo na živce, da mi je vse servirano na krožniku preko nekih algoritmov. In na koncu sem jaz osebno prišel do te točke, da sploh nisem vedel več, kaj poslušam. Tiste komade sem pač lajkal, ampak če sem se ga pa spomnil, ga pa nisem znal poiskati, ker sploh nisem vedel, kaj sem poslušal zares. Tako da zdaj čisto verjetno od človeka do človeka, ampak se mi zdi pa tudi nek čar v tem, da greš sam raziskovati, kaj se dogaja na sceni v tujini, raziskanje subkultur in takšne stvari. Tako da ne padeš v tih balonček, ne, kot si dejal, ki ti ga streaming servisi seveda in algoritmi nekako ponudijo. Na krožniku. Dobro, en krajši glasbeni premor, glasbene želje. Vsak je izbral kakšen komad ali je nekdo izbral vse za te airplaye vmes med pogovorom? Kako je bilo to? Radiohead bodo prvi. Ja. Načeloma smo mislili, da bo tako, ampak na koncu sem jaz izbiral komade. Mislim pa, da se tukaj oba z Nikom najdeva pri ta prvemu in sicer Radioheadi. To je, nekateri imajo krščanstvo, nekateri imajo islam, pač to je moj Jezus. Radioheadi, ja. Če jih v ta pravem obdobju odkriješ, ponovadi tam nek v srednji šoli, začetku srednje šole, je to zelo, zelo defying za posameznika in zame je bilo ekstremno. Tako da se tudi poznam malo v naši glasbi, verjamem. Verjamem in seveda tudi sam pogled na svet, ne, kot si dejal, če v času srednje šole spoznaš nekaj, kar te spodbuja k razmišljanju in dvomu, ne, je Tako. definitivno to tudi za izgradnje same osebnosti. Ok, tule so Radiohead in Pyramid Song. Radio SI. Main stage. Tako 8:45 minut, Harpije so z nami, oziroma z nami sta dva pa sta še v studiu, kjer nastavljate inštrumente. Kdo ste pravzaprav tem takem vsi skupaj in kako se je vaša pot začela? Prijatelji, sodelavci, kako? Ja, v bistvu neznanci. Zdaj, ko sem jaz videl po koncu korone, glih prej smo govorili o temu. Naprimer, Murphy Band sem spremljal, pa sem videl, da se tudi v Sloveniji da s tako malo drugačno muziko imeti svoje občinstvo in takrat je v meni neka želja zavrela, da ok, tudi jaz imam zabruhat ven muziko, gremo probat. In potem sem si naredil Facebook profil, objavil glas, iščem muzičarje in so se nabrali tele gospodje, fenomenalni glasbeniki in sicer Darjan, basist, je bil prvi, potem je bil Nik, bobnar in pa na koncu še Peter, kitarist. Tako da ja, to je bila naša nula. 4 neznanci smo bili v bendu, kar naenkrat skup. In temu primerno so bili tudi malo poporodni krči, ampak zdaj teče vsakič bolj gladko. Pomembna je neka kemija, ne? Oziroma neka energija znotraj benda. To se je očitno po sreči na ključe tako povezalo. Kakšna je tvoja izkušnja, ko si kot prišlek recimo, ne, prišel k projektu? Zelo odvisen je, ker vse to je taka generična reč za reč, ampak res smo vsi z enega drugega konca, tako rekoč. Vsi malo drugače dojemamo glasbo, druge izkušnje, okus imamo. Tako da to samo ustvarjanje, zdaj nekje je tehnično zmožnost igranja inštrumenta, druge pa pol to usklajevati. In je v bistvu skozi polagamo roke, čist iskreno povedan. To ni niti slabo mišljeno, niti dobro, ampak to je pa sama realnost tega, da 4 karakterji in potem nekako moramo skupnimi močmi in odločitvami prijeti do enega končnega produkta in zaenkrat nam to še ratuje. No in tiste seje, ne, ki jih ponavadi imajo društva, se pravi vaše vaje so vsak teden po potrebi strogo dodelan Google kalendar ali kako? Strogo dodelan Google kalendar, ja. Ni druge. Vsi imamo toliko stvari za početi, basist ima že tudi družino, vsi imamo tudi druge aktivnosti. Vendarle se bližamo proti 30, nismo več proti 20, kar pomeni, da so življenjske stvari. In delo tudi, seveda, to tudi vzame ogromnega časa in energije, tako da se mi zdi, da če ti tekom 20 ni uspel še nekako kariero okoli tega zgraditi, da polk se pomikaš proti odraslemu življenju, bolj resno bi rekel, je bistveno težji, ker je več odgovornosti in je več odrekanj in discipline.
Kaj pa sam kreativni proces? Prideš z osnovo, prideš z glasbo ali skupaj ustvarite ali kako? Ali včasih kdo drug da pobudo? Kako funkcionira? Ja, da sem sploh štartil projekt, je bilo že v bistvu nek kup demotov oziroma zastavljenih komadov. In ponovadi to tako izgleda. Zdaj, nekdo prinese manj ali bolj dodelan komad ostali trojici in od tam naprej delamo. Zdaj, jaz na primer spodbujam to, da se držimo tazga principa, ki so ga imeli legendarni Queeni, da tisti, ki prinese skladbo, naj bo glavni dirigent, naj vozi ladjo do konca. Ampak ja, vse to je čar benda, ne. Zdaj, a si solo projekt, a si band, to so druge stvari, ne. In potem gre komad vigu vagu, malo levo, malo desno in na koncu upam, da se pozna delček vsakega karakterja v vsaki pesmi. Ampak enkrat je potrebno reči, zdaj smo ga pa naštudirali in ga bomo posneli. Ja, res je. V bistvu, to se toliko spreminja pri nas, ker smo še relativno mladi. No. Odvisno od komada tudi. Odvisno od komada. Prvih par komadov, tudi prvih par singlov smo na vajah naredili. Potem je Peter prišel v band, smo se odločili v njegovem domačem studiu prvo finiširati zadevo, se pravi fokusirati se na produkcijo, potem šele komad igrati na vajah. Tako da variira. Zdaj nazadnje smo delali v CMK-ju v Kopru z Andrejo, producentom, smo na primer en komad tudi tam naredili iz surovega demota, ni bilo še nobenega parta, pa smo ga kar v studiu naredili, ne? Kar je v bistvu še najbolj romantično, če si to lahko privošči, seveda. In potem, ko se singli nekako seštejejo, lahko gledate v smeri albuma, ne? Katerega nekako postavljate v druga leta. Ja, je bilo že kar veliko nekih vprašanj o albumu, sicer ne vem zakaj, ker smo relativno mladi, res relativno nov band. Prvi EP je bil zdan prejšnjo poletje, zdaj pa ja, ta dolgometražni album, se pravi, čaka nas nekih 14 skladb verjetno, pa zdaj res pride v prvi polovici naslednjega leta. Zmeraj sta dva problema, ne? Problem prvega albuma, ne? Da ga imaš, da nekaj pokažeš, in potem problem drugega albuma, da si ostal na istem ali pa napredoval, ne? Tako je pri glasbenikih ponavadi, ne? S prvim, da se pokažeš, da si nekaj ustvaril, in drugi, kako bo sledilo, ne? Ja, mi strmimo k temu, res upam, da vsi, da bomo pri drugem albumu napredovali, in jaz se ga tudi, po moje se ga vsi veselimo, no? Zato ker kukor relativno malo cajta smo skupaj, pa vseeno te ene iste komade žulaš že nekaj časa in čakamo ta dan, ko lahko obrnemo nov list, delamo svežo muziko, osvežimo repertoar in pičemo dalje. Dobro, in nov list boste obrnili ob 10:15. Hvala za enkrat, čez dobre pol ure, ko se nastavite zvokovno, se ponovno vidimo in slišimo in seveda s kakšno novo izkušnjo že nastavljanja. Hvala lepa za enkrat. Hvala. Hvala. Radio SI Main Stage. Tako, 9:25 minut, Matija in Nik Harpje, nastavili ste se zvokovno. Smo pripravljeni. Smo. Pripravljeni ste bili že najbrž tudi na poti, ne? Veliko vaje je bilo verjetno v zadnjih dnevih, glede na to, da imate danes tako radijski koncert kot koncert še kasneje v Vetrincu. Zmeraj je bilo še kakšna urca vaje več, ampak glede na vse obveznosti, ki smo jih imeli, je bilo v redu. Hkrati pa tudi vseeno že kar nekaj časa preigravamo, tako da, ko pridemo na vaje, se bolj sam uskladimo, kakor tako, smo že kar nekaj preigrali. Basist in bobnar se izljubita in pol, ko ta duo štima, pol gre. Ja. Groove. Kako so rekli, ritem sekcija, ne? Včasih, ko se na koncu. Tako je. Če se ujamete. To je ali pa ne. V vsakem primeru, kaj bomo danes slišali? Recimo 5, Ja, 6? ja, koliko jih je pa je? Meni je 6, 7, tam nekje. 7 verjetno, recimo 7.
Slišali boste to, kar se je po radijih že vrtelo od nas, in pa slišali boste Še neizdano. eno našo plat, ki je še niso radiji videli. Narodno zabavno namreč. Mogoče, pustite se presenetiti. Ja, tudi neizdan material danes igramo, vpogled v prihodnji album in pa vpogled v pravi pomen Harpier benda, ki ni samo v narekovajih pop, ampak zelo radi plavamo v alternativo, tudi v kakšne hard rock vode, ki so bile inspirirane s strani Tulov, ki bomo tudi pol slišali. In tako dalje. Zdaj, del glasbe je danes v letu 2025, ko je svet zelo vizualen, tudi prisotnost na spletu, fotografije, videospoti. Vam je to tista nujna reč obveza ali se vam zdi zanimiv del in izziv še ta nek video in slikovni del? Iskreno, ko smo začeli, se nam je zdelo, da če poleg glasbe dajemo še nek vizualni material, da bo to sigurno pomagalo, ne vem, pri prepoznavnosti, pa s tem, kako rastemo, tudi obraze pač pokažemo. Tako da v začetku je bilo to, bi skoraj rekel, nuja. Recimo s tem zadnjim izdelkom Vprašanj, ki smo ga izdali, je bilo pa čist kreativen proces in bi bilo škoda, če ne bi k temu komadu še nekaj vizualnega dodali, tudi malo drugače smo se lotili. Pri prejšnjih spotih smo sodelovali z Venom Jemeršičem tudi, se dobro razumemo, tako da te stvari so bile res tudi narejene, tako kot se spodob. Recimo ta zadnji spot smo naredili po svoje, z našimi sredstvi in tako. Tako da sigurno doda še nek dodaten sloj, vizualen aspekt glasbe. Po raziskavah zadnjih, ne boste verjela, je prvi medij, kjer ljudje odkrivajo novo glasbo, še zmeraj YouTube, ne? Ja, bi verjel. Tako da recimo zanimivo, ne? Tudi če bi se nekdo želel potem recimo izogniti videospotom, bi vsaj nek visualizer verjetno moral biti, ne? Da se reč pošera. Sami videospoti so ponavadi vedno neke zgodbe, ne? Je potreben scenarij ali je ta improvizacija, kot se da recimo mogoče pri zadnjem spotu ali kaj? Zadnji spot, ko smo ga delali, smo v bistvu prišli čisto hitro povedan na vikend od tvoje, kaj mati, ali kako je? V glavnem vikendica. Vikend, no, in nismo kaj veliko imeli idej. Zdaj, tudi drug spot, ki smo ga sami naredili, smo v bistvu v Glaju, v Ljubljani, v gledališču, smo v bistvu kamermana najeli, pa en moj kolega Lučkar, pa tudi dela v Glaju, in to je to. Pa inštrumente smo prevlekli. Ta proces, ta zadnji za Vprašam, je pa nekako podoben. Zamislili smo si nekako cel koncept, kako bo to izgledalo, in pa smo sam videli, kaj nam je prostor omogočil, kaj nam je vreme omogočil, kdo je kaj zanimivega videl. Te kostume z mački smo se seveda prej spomnili, ampak to je bilo pa praktično edina rdeča nit vsega. Je pa glavno pri spotu, naprimer meni osebno, pa verjamem tudi Niku, ti bolj ta nek mood pokažeš, zajameš neko, mogoče v zadnjem spotu, neko občutek. Melanholično z občutkom, da nekaj ne spada tam, ki bi mogel, oziroma ti ne spadaš tam, ki si. Te občutke loviš, ne, zato da daš pol res čim bolj polno sliko čustva poslušalcu, da tudi čim bolj razumeš svojo skladbo. Sicer pa ne si vsak po svoje razlaga, seveda, ampak bolj to kot neka zgodba. Mogoče kdaj, če so neke zgodbe, zna hiter ratati malo neroden spotno, če so preveč očitne. Ja, ampak v vsakem primeru je potrebno zaupati v svoje delo, ne? Zraven glasbe, ki se lahko preko streamingu pretaka, je danes za glasbenike eden izmed virov promocije in dohodka tudi merch, ne? Ste se lotili tudi tega, se boste lotili tudi tega? Evo, sej, če se vidi, tole je eden izmed naših majic, namreč zelo minimalističen pristop, če še malo rečemo, to je dejansko vezen noter, ker veliko teh band majic je tako sprintanih, da razpadejo pa tako, in smo rekli, da mi bomo pač logo dal gor in ga dal vezati, in smo kar v bistvu dober feedback smo dobili. No. Drugač pa Janez Bobnar Nik je grafični oblikovalec, doštudiran do amena in je poskrbel in za logo in za video spote, v glavnem. Imamo to srečo, da lahko koristimo tukaj band memberja, da se finance ne iztakajo neskončno drugam. Ampak
glasba je za vas, koliko sem zdaj razumel, še zmeraj tisti hobi, tisti kanal. Ne? Sicer ste vsi nekako zaposleni, tudi ali je kdo kakorkoli povezan z glasbo, tudi poklicno, recimo? Ne, noben od nas. Smo delavčki. Ja, mi smo 9 to 5 delovna sila in tisti 5 minut, kar ostane časa, vse zagonimo za bend. Seveda, to je ta romantika, ki je po moje sanja vsak glasbenik. Ne? Zelo, zelo, zelo lepo bi se bilo preživljati s tem, pa ne govorimo o bajnih zneskih in o luksusnem življenju, ampak preživljati s tem, da preživiš, da lahko več časa posvetiš delanju kvalitetne muzike, ker tudi to je res, predvsem pri procesu songwritinga ti rabiš svoj mer, rabiš biti v pravem moodu, mogoče stresorje okolja zmanjšati, kar pa v tem primeru, če si mogoče kaj več kot tisto kvoto ur na teden na šihtu, pa še 100 stvari zraven, pol kar težko rata, no, na trenutke si vzeti čas in v miru delati to, kar zares rad počneš. Ja, ampak imaš pa recimo neko svetlo točko, ne? Na katero se lahko opreš, tudi če pride kakšen dan, ko se ure ali minute malce dlje vlečejo morda. Ne? Tool iz plate Anima, komad, 30 let pravzaprav stara muzika. Ne? To je zate že potem, ne, če si jo tudi izbral, že kot nek stari rok, ne, v tem smislu. Ne? Glasba, ki je stara, ne vem, toliko kot ti približno, ne, tam nekje. Pa po mojem noben izmed nas ne smatra tega kot starega roka, ker smo v bistvu dobro, jaz sam imam... Se ne žanrsko, ne? Ne žanrsko, ampak... Ja, ne žanrsko, kronološko ampak Matija, dejansko leta letijo, ja. Dejansko leta letijo, ampak ne vem, jaz osebno sem s tem odraščal gor, imam tudi 10 let starejšega brata, sestro in je v bistvu to potem bila moja muzika, ne? Čeprav sem malo zamudil te čase, Ampak še koncertirajo, brez skrbi. Še koncertirajo, dobro, res je. Tuli. Radio SI Main Stage. Radio si Main Stage, 9 in 41 minut. Harpier, 10 in 15 bo čas, ko boste igrali. Prej smo nekako že omenili, kaj bo možno slišati. Prihodnje leto smo tudi nekako rekli, da gledate v smeri albuma, danes še imate koncert. Kaj pa placi? Vedno je seveda potrebno imeti nek cilj, ne? Če vas zdaj vprašam, kater svetovni oder ali pa kater slovenski oder, ki ga še niste recimo osvojili, bi bil za vas nek venue, ki bi recimo igrali, ne? Dajmo začeti s slovenskim, po mojem. Ja, pa dajmo začeti zdaj nek realno dostopen cilj v naslednjih letih. Bi bilo zelo lepo, meni osebno, Kino Šiška zgornjo dvorano napolniti, ne? Se pravi, tukaj smo na 1000 obiskovalcev. Pol pa, če nekoč Križanke napolniš, to je tudi romantika, zelo romantičen plac. Pom pa kar nekaj govoriti. No sej to je ponavadi, ne? Tako bom rekel, ponižno izpoštovanje si stopnjeval, ne? To je v redu, ne? Nekateri rečejo že kar stožice, ne? Ampak stožice že zvokovno niso tako privlačne kot mogoče recimo Križanke, ne? Ali pa Šiška, kjer je zvok. Vseeno, ne? Koliko sta tako zadovoljna ali nezadovoljna s kakšnim zvokom kakšnega prostora, ne? To je, za glasbenika je zvok tako ali tako osnova, ampak kako požreš tisto, ko mogoče ni tako, kot si predstavljal? Ne? Odkar imamo Denja, je to naš tonc, bi ga pohvalili, ker naše bedarije prenaša po jekleni živci, tako da takrat naprej to sploh ni več tak problem. Ja, če imaš svojega človeka za mešalno mizo, ki te pozna, ki pozna komade, predvsem to, ja. Potem se da tudi v zelo čudnih prostorih narediti všečen sound. Moram pa reči, naprimer, glih prejšnji teden sem bil v Bologni na Radioheadih, ne? Band, ki mi je zelo, zelo drag, in sem bil totalno razočaran nad zvokom v dvorani, ne? In sem dejansko na koncu že čakal, da bo konec koncerta, ker naprimer ni bilo, ne? Pa je top nivo, verjetno najboljši možni tonci
boljša dvorana, ampak ja, se zna zalom tudi na višjem nivoju očitno. Ja, kar je pa sploh ne. Samo igranje zunaj, ne, kot sta omenila tudi Križanka, je pa seveda spet nek nov izziv, neka nova stopnja. Dobro, slišali bomo še za konec, ko se poslovimo, še Krero, nekako včerajšnji zmagovalci Showrocka, se poznate, se podpirate, kako? Ja, ker smo imeli v bistvu prvi pravi koncert, to je bil release EP-ja lani poleti v Ortobaru, so nam Krerovci odpirali in jaz osebno imam zelo, zelo rad ta band, vidim ogromen potencial, upam sam, da ga bojo fantje in dekleta izkoristili. Spoznali smo se pa v bistvu, je kitarist Blaž, je moj sodelavc, tako da bi ga še lepo pozdravil, pa pozdravljam in-house marketing agencijo, pa upam, da vam bo všeč ta komad. Dobro, čas je, da se še najprej poslovimo, potem pa bomo slišali komad. Vse smo povedali, še kaj nismo povedali, še imate kaj za dodati glede na načrte ali kakšno vabilo? Ja, prvo vas vabimo na main stage, tisti, ki nas še ne poznate, da nas poznate. Mi res verjamemo v to, kar delamo, verjamemo v našo glasbo, je iskrena in upam, da jo lahko začutite. In potem za vas Maribor in okolico pozivam, če imate cajt, zvečer igramo v Vetrincu, v Vetrinskem dvoru, če se ne motim, je tako. Ob 9 štartamo, če želite, pridite pogledat, verjamem, da ne boste razočarani. Tako da hvala vama za pogovor, hvala vam za glasbo in da boste vztrajali in kot sta danes tudi večkrat omenila, da verjamete vase, ne, kar je nekako osnova, če si ustvarjalen. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Radio SI Main Stage.